Le malo je v Sloveniji občin, ki se v tolikšni meri prilagodijo zahtevam občanov, kot so Rogašovci. V 80 letih se je z naše občine odselilo več kot polovico prebivalstva, ker bi radi zadržali ljudi kljub vsemu tukaj, da Goričko ne bi izumrlo. Nismo hoteli še bolj obremenjevati družinskih proračunov. Nadomestila za stavbno zemljišče občina do sedaj ni zaračunavala, na ta račun pa privabila nekaj v teh krajih prepotrebnih investitorjev. Je to tudi vplivalo na to, da smo se odločili, ker vseeno pri izračunavanju, kako boš posloval, je to ena postavka, ki je kar nekaj pomenila. Andrej Sedej je v osrčje Rogašovec za tale kmečki turizem investiral 900 000 evrov. Kazalo je dobro, zdaj je vmes posegla vlada. Zdaj nismo za te stvari plačevali nič, zdaj pa zelo tako na oko čez 2000 evrov. Se je začelo razvijati in nekaj dogajati v tej občini, se bo s temi novimi dajatvami sigurno zaustavilo. Tudi občani ne vedo, kje bodo vzeli denar za nov davek. Mislim, da je to preveč za današnji čas pa za današnjega kmeta. Menite, da dosti ljudi ne bo zmoglo plačevati tega? Sigurno, 90%. Bolj je kriza, hiše delajo. Občina Rogašovci se sooča z rekordno, kar 25% brezposelnostjo. Večina ostalega prebivalstva službo najde v bližnji Avstriji, zato je strah pred odseljevanjem predvsem mladih družin z uvedbo novega davka več kot upravičen. Trije so že bili tukaj, pa so povedali, da razmišljajo o tem, da se bodo preselili v Avstrijo. Takšne, ki se odločajo za odhod v tujino, srečamo tudi na ulici. Imam družino, imam dvojčke, pa če mi drugo ne da preostalo, gotovo tudi pri nas ne moreš, enostavno zmes ne moreš. Če se bo mačehovski odnos države še nadaljeval, kmalu morda ne bo ostalo nikogar več, ki bi davke tudi plačeval.